The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek, en mesec pauze, Petra me je že dolgo pogrešala, je že komi čakala, da vidim nazaj. Jaz sem tudi prav vesel, da sem nazaj in mava danes pohane enih stvari, ki jih moram povedati. Tako da ta prvo, kar moram jaz zaključiti, so tele naše akcije. Obroči je dodatnih 10% boosta, pa kolesa je 300 €, tako da to se zaključi zdajle s koncem februarja. Tako da to je to. Pošla pa še na pohane enih novic od novega predsednika. Dirke so se začele, par novih koles, prvizmi, kva se dogaja. Pa lahko omenim še, da šla bova podebatirati pol še zdaj Petra že kar nekaj časa na temu njenemu novemu bajku, kakšne ima občutke itd. Pa Niš smo, zdaj, ko sem šel na Tajsko, smo postali v bistvu ta glavni za kompletno Evropo, tako da nišcycling.eu spletna stran je že v izdelavi, lahko greste gor, ni prav veliko še za poklikati, ampak tako da ja, jaz sem spoznal firmo in sem kar orang vesel. Tako da, nič, kva, boš ti kaj povedala, kaj se stava dogajala mesec? Ja, tebe sem čakala. V vrsto se postavil. Ja, sej stojim kle v vrsti, pa še zdaj niso se vsajta za mene, že en teden skor kle. Pa šele danes sem prišla na vrsto, evo, ampak sem vesela, da sem prišla. Vem pa, da si bil tudi ti vesel, ko si prišel nazaj, ko me je presenetil, ko me je zelo malo po hrbtu potrepljal, ko se je vrnil nazaj, tako da vem, da nas je malo pogrešal že, no. Sej po enem mesecu pa lahko malo začneš pogrešati tudi dom, ker če ne tak niš čist normalen. Tako da ja, nič ta mesec. Pri nas je bilo vse klasično, več ali manj nič kaj nekih pretresljivih. Zimsko pa smo bili. Mi smo bili bolj zimsko, ti si bil pa poletno, tako da zdaj po moje te malo zebe klele. Pa ne, veš, da meni to itak mi je, ker ni minusa, se mi zdi, da me sploh ne zebe tako neki. Ja, se zdaj bo hitro vreme, kakor kaže, se bo kar začel lepo vreme, vedno bolj, tako da že mi čakam aprila in naše runde, da se začnejo. Zdaj pa že kar počas. Že mart, zdaj se že marca. Mi smo zadnjič, ko smo šli na bajke, bilo že čistop. Sej, kakšen izgled bomo že prej naredili, verjetno kar klele, tako da v planu je tudi, dobro, lahko to zdaj že tudi povemo, ampak pa če na koncu ali pa če zdaj bile so že tudi želje že lansko let, pa že zdaj me sprašuje folk, kdaj bo, tako da bomo naredili pred koncem marca še en sejem rabljene opreme. Tako da bomo imeli eno soboto, klele, če bo tisti dan vreme, bomo naredili eno furo, pa potem pač kot en sejem, oziroma vsak bo lahko prinesel, kar misli, da je za prodati, za dati, za šenkati, za zamenjati, mogoče vse, kar je v zvezi s kolesi, pač jasno bolj poudarek na cestnih kolesih, da so to oblačila, ali so sedeži, ali je, ne vem, pač kar kdo ima doma, da mu stoji, pa ne ve, kaj bi s tem, se bo lahko sem prinesel. In bomo kle potem se prodali, zamenjali. Okay. Tako da to je. Ja, to naredimo, mislim, da bo pa to pred zadnji tam vikend v marcu, no, tam nekaj okoli 20. nekaj tasga. Odvisno od vremena, logično. Ja, tudi to bi bilo fajn, da je še vreme ti zdaj. Če vdeš pol, kako bojo zunije razstavljali, malo težji. Vse placa je pri nas toliko, da načeloma se da po celi tej terasi kar dost prostora narediti. Ja, sem je še zmer mokrone, če dežuje. No, lej, bomo nekaj. No, se bomo videli. Mislim, ker zadnji vikend naj upani, ko gremo na Rabac iz Human Performance Centra, tako da takrat vem, da zihrnal, ker bo veliko naših kolesarjev iz runde in vseh takih poznanih, jih bo kar veliko tudi tam na Rabcu, tako da ja. Ti nav šel, bo šel? Ne. Ko ne delam tam? Treneri? Rekreativci naši, to ste itak ekstra. Ja, vedno hujše. Ja, se vem, ja. Pa trend je v porastu, o temu se vedno več piše, o temu je vedno več govora. Ja, pa si, lej, jaz tako pravim, vsakmu, ki paše, nej se lot, super,
Jaz bi načeloma tako, šel bi zaradi družbe, ne bi šel zaradi tega, da bi prav zdaj ekstra neki treniral, ki mi je... Ne, mislim, da te, ki se vračamo letos nazaj, pa tisti, ki se vračajo že 3., 4. leto celo, ne? Mislim, da se vsi vračajo bolj zaradi družbe, pa zaradi samega dogodka, ki je zelo dobro narejen, kvaliteten in se zaradi tega vračamo, ne pa zaradi tega, ker bi res tam neki trenirali. Jaz tebe zabavam, ampak nasplošno pa ja, ta trenerstvo mislim, da se in v Sloveniji, pa tudi po svetu pa že nekaj časa se vedno bolj veča. In tako, ja, pa se po eni strani je... Pa ni namen tega, zadnjič sem dala tudi eno objavo. Eni imajo zdaj zelo dober na Instagramu, ena stran imajo fajn tole objavljajo zelo take splošne informacije na nesimpatičen, enostaven način in je bilo glih to, no, kdaj pač bi rabil trenerja in trenerstvo človek in ne gre se za to, da ti hočeš mogoče, ne vem, da už dirku, pa da imaš, vse to sva že doskrat povedala, ni trener sam za to, da greš ti na dirke se pripravljati v rekreaciji. Ogromno ljudi je danes utrujenih, zmatranih, služba te prisil, da mogoče nimaš kao časa trenirati, s temi treningi pa v bistvu priješ do enega tazga kontinuirane rekreacije, ki te malo prisil, da to delaš, plus tega če pravilno delaš po pravilnih navodilih trenerja, pol tudi nisi toliko zmatran, kakor tisti, ki greš mogoče enkrat na teden, pa si čist sfukan, po domač povedan. Ja. Tako da... Tudi jim rekel, eni rabijo trenerja, eni so pa dosti pametni, da si lahko sami... Ampak ko opazuješ vse to, no, ko vse to opazuješ, jaz zdaj, ko opazujem, jaz ogromno ljudi sem že res spoznala v zadnjih 3, recimo 4 letih, ogromno tipov kolesarjev, in večina, ki se pogovarjamo, jamrajo sploh tam v drugi polovici sezone, da so zmatrani, da so utrujeni, da ne morejo več, da imajo cel kup enih težav sami s sabo in mislim, da je to tudi dostikrat posledica glih tega, da mogoče si na kolesu premalo časa, tisti čas, ki pa si pa preveč intenziven. Tega je ogromen. Vse to si glih zelo dobro povedala, da to je... Neka logična glava to zna razmisliti, pa si zna sama zorganizirati, tako da pač nisi. Če pa gledamo iz stališča pol, kako vsak posameznik pol začne, rečemo, da imaš prvi te maratoni grejo mem karkoli, pa se mi zdi, da kar vsak želi če dali več in pol logično, da si zmatran in tukaj pa pol se mi zdi, da nima toliko veze. Si sam pišeš oziroma imaš sam neke treninge, imaš trenerja, če si ti šel izven nekih okvirjev, kako se voziš, boš vedno pač zmatran. Seveda si pravim, da večina jih nima trenerjev, teh ljudi, a ne pač nekakršnih. Hočem ti povedati, da nima veze, da ti imaš trenerja, ga nimaš, ker začneš enkrat ven iz nekih okvirjev delati, boš pač vedno zmatran. Ja, ampak veliko jih je takih. Veliko bi je hrabili kakšno, saj mogoče, če že ne trenerstvo, pa mogoče kakšno predavanje, kakšnega, ne vem, človeka, ki mu zaupajo, ker pač verjetno tole mogoče, ko mi da zdaj kle govoriva, marsikdo si misli, ne vem, kva ta dva govorita, da rabiš trenerja, pa ne vem kaj, ampak tudi ti si sam sebi postaviš neke okvirje v tednu, kaj boš počel, zdaj vse izpolniš ali ne, ampak ne greš pa vsakič do daske, pa vsakič do konca, ampak delaš to v nekem normalnem zaporedju, ampak ti pač to veš, za kva se gre, velikih pa ne ve, ne. Mislim, še vedno mislim, da je glede pomankanje, ker nimajo nobenega, ki bi mu zaupali. Tukaj se gre za to, da moraš ti zaupati človeku, kaj govori, da veš, kaj govori. Se mi da ima različen pogled na to, ampak oba dva relativno zdrav, velike pa takih, ki pa nimajo. No. Ampak zato pa rabiš nekoga, ki ti nekaj pove, no, in pač moraš tudi malo presluhati včasih. Ja, sej sam, mislim, sej tukaj ti bo vsak trener znal povedati, da tudi če imaš ti to avtoriteto ali trenerja, je večino športnikov takih, da pol delajo več, kakor jim trener zada, ti mogoče nisi taka, ampak jaz, ko se pogovarjam, ne vem, ali je bil Simon Kle, ali je bil Matej Kle, ali mi kdo drug pove, pač vsi delajo pol nekaj po svoje in tak mu trener sam mu čist nič ne pomaga. Ja, no, vse zato pa pravim, da je treba zaupati trenerju. To hočem povedati, tisti, ki trenirate, zaupite svojim trenerjem. Ja, tudi jaz vem, trenutno imamo enega, ki je zelo zagrižen, ki je padel v te treninge noter, pa je že tudi gre mimo trenerja, pa prav, da kaj počne izven.
strave, zato da trener ne vidi, kaj dela. Ne? Ampak to si ne vem, če je to glih smisel tega. Tudi škoda je, da plačuješ trenerja, ker boš imel na koncu brez rezultata, pa boš rekel, da je bil za direkt trener. No, ampak zdaj sva malo zaplavala, v glavnem. Bolj sem tebe hotel vprašati, ti si ful kolesaru zdajle tam. Nisem ful. A nisi ful kolesaru? Ja, ne vem, skozi si objavljal neke slike. 500 km. Ja, no, to sem nekaj, koliko skaj naredil kilometrov? 500 km. S tem, da višinco je bilo bolj mal, ker tam načeloma veter piha, pa je že veter kada konstantno furaš v nek klanc. Tako da meni je, jaz predvsem, kar sem bil najbolj presenečen je nad kulturo na cesti. To, ko sem glih zdaj omenil, pač mi v Sloveniji smo res, ne vem, kako naj rečem, nočem kmetov žaliti, ampak mi pravimo kmetavzari, pač tako res holcer, mislim, ne znam, ne vem, kjer je una brezobzirni, ne vem, zanj smo šli kle po, kva je ta Ižanka, pač nam na pločniku je tok peska, pa ne vem česa vse, da s cestnim kolesom, če se tam voziš, je kada bi se po makadamu praktičen vozil. Ja vem, sem tega na cesti ne razume. Ja, no, in mi smo šli po cesti, bilo je unih, ne vem, vse skup, ne vem, 15 avtov, mogoče 20 do Iga, pa ne vem, 3 ali koliko jih je zatrobil. Ja, se zatrubili so, ker niste povozili po kolesarski, kolesarske niso spucane, se to je tam ta... smo se po avtocesti vozili, oziroma hitri cesti z, ne vem, pa ni bilo pač tako, hočem povedati, da so določene stvari, kakle v Sloveniji... Ja, pa ne samo Slovenija, no, se ni treba zdaj samo Slovenijo, skoraj praktično bi rekel kot cela Evropa, no, razen predeli v Evropi, ki so kolesarski, a ne, recimo v Alpah, tam, ko sam kolesari, so tudi ljudje strpni, ampak tam, ko pa niso, je pa po Italiji so katastrofalni, glih tako, klele, če se voziš. Tako da rečemo, to je ena stvar, ta druga stvar, mi imamo obupne ceste, tukaj kle luken, pač to, ne vem, tam smo bili nekje, Bogu za hrbtom, ni bilo skoraj nobene bajte, načun tis, pač tako, cesta to klepa, tam smo si pokazali mogoče 4 lukne na 100 plus kilometrih. Kle, se veš, sam da greš kle do Tomišla, pa skoraj da ne, lahko sam kažeš levo desno, ali se pa posred ceste voziš, ko edin tam je lepa. Pač tako da to je, pri nas je kar dost polom. Overall pa, ne vem, meni une kolesarje, ki sem jih spoznal, so bili po večini Švicari, Francozi, mislim, da je bil en gospod, je bil iz Avstralije, Anglije, to so vsi bili starejši. A pa to so tam na dopustu ali so v penziji že, pa tam pač kar živijo? En je v penziji, en je rekel, da je pol leta kle, pol leta doma, ali pa 3 mesece, pa 3 mesece, tako pač. To so bili v bistvu ljudje, ki pol na koncu, ko se pogovarjaš z njimi, so kar močni, kar se tiče financ. No dobro, jaz imam kolega, ki je sicer žal pokojen, ki se je tako preselil na Tajsko in je v bistvu ni bil nič premožen, zato to je bil Mersada kolega. No se pravim, da ni bil, da je v bistvu tam živel za našim denarjem, on je šel takrat glih v penzijo, pa je šel zelo zgodaj in je tam živel, imel je eno tajko mlado, se tam potem se mislim, da poročil na koncu, je bila ona žena njegova, imela sta eno restauracijo s piščancem, ampak je isto, ni imel nobenega denarja, to je bilo čisto normalno, ne rabiš tam imeti ful premožen biti. Ne vem, 800 do Jurija na mesec. Pa isto je kolesaru, no, to hočem povedati. Si ful v redu. Ja. Tako da, kar se tega tiče kolesarjenja, jaz, če bom imel šanso, bom definitivno še šel tja kolesart. Zdaj sem mal manj kolesaril, ker mi, ne vem, kar nisem imel svojega bajka in pol mi ni toliko sedel, tako da zdaj v petek, ko smo šli mi skupaj. Kaj si pa delal tam pol en mesec? Ja, prve 2 do 3 tedne sem odgovarjal na maile, ko smo imeli neko, ko se neke oglase smo imeli in sem odgovoril na, koliko je, 200 plus mailov. Tako da je že to ti vzame. Kaj ti pa piše folk na maile? Ja, kupujejo kolo, obroče in pač moraš vsakmu direkt za njega mail napisati, ne moraš to automatizirati neki. Koliko si zdaj prodal obročev pa koleska s toliko mail odgovoril? Ja, nekaj je šlo. Tako da pač... To bi lahko tudi tle odgovarjal, to nisi rabo na Tajski. Ja, vem, ja. Pač tam sem bil in smo furali oglase, ne.
tako da pač se ni bilo nobene panike, sam zadnji teden sem si ugasnil glase. Drugače sem pa treniral, v fitnessu sem bil vsak dan, mogoče enkrat, da nisem šel v fitness, pa na kolesu sem bil, ne vem koliko, 2 do 4 krat na teden. Razen en teden, ko sem bil brez kolesa, ko so mi tega novega gravel bike, sprobil sem oba dva ta gravel kolesa njihova in sploh nad temu karbonskem sem bil kar orang presenečen, kako se pele, kako je imel balanco narejeno, tako da pride za ta teden v petek, upam, da pride pošiljka sem, tako da če ga kdo hoče kupiti, se bo prodajal tako res zelo pocen, mislim, da je cena 3500 za obroči, ki so samo obroči Jurija, okvir pride, ne vem, 2800, pa še vsa oprema itd. Kaj pa je oprema gor? Jaz sem furil mehaničen SRAM Apex, mislim, da je to bolj osnovno od SRAMa, ampak delal je meni vse pač. Kaj bo pa na temu? To? Ja, vse ta bo prav moj ta, ki sem ga jaz vozil. Ja, pa se kaj pelil po terenu tam, po kakšnem grevlu? Ne, ker sem imel cestne gume. Pač je bil grevel tudi, ampak je bil tak lep, tako da ti ne morem povedati, ker se ne moreš s cestnimi gumami, pa zdaj prav po makadamu neki napolno. Ne? Ampak tam, ko sem se vozil, meni je bil top. Ja. Nisem bil sam navajen, ker jaz zdaj toliko položaj naprej in mi je toliko dober poganjati, tako zdaj sem šel res, po moje to bilo 3-4 cm bolj nazaj od gonilne osi, ki grevel kolesa ima itak malo drugač položaj, ne. In mi je bilo malo, ja, zdaj, ko sem šel v petek klesa voziti, je bilo čist drugač. Ja, to, ko si nastavljal naprej. Ja. Tako da iz tega vidika, Tajska, meni osebno, tudi koliko denarja sem zapravil, mislim, da smo z hotelom in vse skupaj je bilo tam okrog Jurija do Jurija 200 kleneki za 25 dni. Pač ne vem, kako bi lahko v Španiji, no, to, ko se gre, ko ste se vi pogovarjali, ne, na Tenerifih tam isto lahko ful malo zapravaš, tako da Sam kaj pa recimo karta letalska, Tajska nazaj? Ja, jaz sem jo kupil par dni preden sem šel, ne, tako da ta je bila 700 evrov, ampak drugače dobiš to povratna? Tam, ja, od 400 evrov pa gor, rečemo, da so. Tako da, ampak ta glavna stvar, kar je, ko sem šel, je bilo zato, da spoznam pač te od Niša, ne, in lastnik, ful prijazen, pač to je tako, a veš, ko začutiš človeka že prek sporočil, da je v redu človek. Pa imajo to veliko zadevo, a si šel prav v njihov... Mislim, šel sem v njihov salon. Salon je, kaj se, 3-krat toliko velik, kot to tukaj. Kje pa kolesa delajo? Ja, v Fabrki, to pa nisem šel pogledati. Ja. Tako da sem spoznal tam tudi od te marketing ekipe do prodajalcev, serviser, pač to sem vse spoznal. Pač sam Tajci so nasplošno, veš, tudi v Sloveniji sploh ne moreš primerjati, tam so vsi prijazni. Tam je prijaznost na levelu, tako kot Filipinci, to je pač to je drug svet, to dokler ne vidiš v Evropi, sploh ne moreš nobenega naroda ni, kaj toliko prijazen, kakor so oni tam. In to sploh pač ja, ne moreš, ne vem, kako naj nekomu razložim, da so ful prijazni. Ja, dobro, prijazni, so ful prijazni. Tako da iz tega vidika ne, je bilo res in pol mi je bilo dobro, ker smo se še zmenili in zdaj za naprej smo se še pogovarjali in ja, meni tako, mi to, ne vem, to mi po moje oči rekel, da moraš še včasih, ne, da moraš v bistvu vse moraš spoznati osebno, ne, z vsemi, kaj delaš. In rečemo, od vseh feren sem jih že, od Princetona do Ceramic Speeda do, ne vem, od Ceramic Speeda tudi zdaj pridejo v kratkem v Slovenijo. Kje so bili od Princetona? Ja, od Princetona pač prek video klica, no, sem od Princetona, nisem ga čisto osebno, ampak ja, pol podcast pa to, ampak. In zdaj, ki sem ga osebno, pač tako, ko spoznaš, ko vidiš, da je v redu človek, poslovno tudi veš, da mogoče se ne pogovarjaš glih z enim konglomeratom, da te bojo pač, da si sam cifra in moraš sam več in bolj te razumejo, no. In mi je to tako, overall, ko vem, kako zdaj firme delajo, mi je to definitivno en tak, kako naj rečem, ta glaven razlog, da pač delaš, ker mi bi lahko prodajali pač kjerkoli brand, a ne,
Pa če si se odločil za niš in tudi prav je, da na temu sem tako če ne delaš, bi tako bil kot si tako v rekel. redu, ti je vseeno, ne? Sej pravim, da je ampak super. zdaj mi je pa tako, si sploh, pa še zdaj, ko sem se spet na bajk gor usedel, kar res vidiš, koliko je hud bajk. Sploh nimam. Pa vem tudi za naprej, kaj se bo delali in vidim, v katero smer rečemo grejo oni, pa tako, ko se pogovarjaš, kaj vse vzamejo v razmislek, ko se vdelali, in jaz mislim, da predvsem zdajle pri obročih bo v naslednjih parih letih bo po moje tako ta največja, bo mogoče za nekoga minimalna sprememba, ampak za tiste, ki pa derkajo pa tako, bo pa tam mogoče ta največja sprememba v razmišljanju, kaj je hiter oziroma kaj je res dober. Tako da... Pa boš šli na tak varianto, ki so zdaj te Y pa te fore pa tako. Kaj? Ali kaj misliš? Pri obročih ti govorim. A za obroče? Aha, Ja. okej, pri obročih. Ne, pri okvirju so pa za moje pojme so pa s tem itak že zadel. Ker če se gleda, kaj je hiter je, da je sprednja vilca širša, zato da kako pač zrak gre čez, to so pač oni delali raziskave in jaz mislim, da bo zdajle v 2 letih bo po moje kar dost brandov šlo na ta princip trenuten. Rečemo Cervelo, Specialized, pa tudi ta nov Colnago, ki so kao med najhitrejšimi, ne. Jaz mislim, da bo kle tista ta največja sprememba, ker če je to prišlo iz velodroma, kaj je najhitrejši, nekaj imel to, imel Ribala, kdo so imeli one prav široke vilce. Tam jih imajo tako vsi. Pol je na velodromu. BMC šel tudi že v to, ker so po moje edini verodostojni, da so jih res ta pravi testirali. Takole niš ima isto široko vilco, ki imam recimo jaz. Ni, jaz imam še širšo, ne? Ti imaš ožjo. Na Y-nu. Jaz ti govorim, koliko je lufta, koliko je Ja, sej. gor široka, ti imaš ful ozko. Ne, Jaz to mi- mislim, da to še ni, tako kot imaš ti, pa kot ima S5, jaz mislim, da bo šlo vse v širše vilce. In trenutno, da ima tako, ima BMC, ta nov BMC ima res izrazito, ja. pa ta nov Faktor. Pa zdaj pač tudi od Niša. A BMC nima toliko. Ja, BMC Team Machine R, ta aerobike. To pa pol pač je to od Niša. In jaz mislim pa tudi zdaj, če gledaš nekih kitajskih koles, ki prihajajo, so isto šli že na to. In jaz mislim, da je to nek trend, ki bo čez 5-10 let skoraj da ne večino aerokoles bo imel ta princip. No. Pustimo vsi klej še polhane enih faktorjev, ki se lahko, ko bi rekel, ki se vzame v račun, vzame pač, da bo to res pač delal, ne vem, ozek spreden konc itd. Ne. Polhane stvari in mislim, da bo kar nekaj teh stvari se bo spremenili in pol bo tudi v primerjavi s tem tisti, ki so spremljali zdaj zadnje let tudi pri obročih, bo šlo v en princip, ki mislim, da zdajle sam 1 do 2 brenda, rečemo, en brand je malo bolj poznan, ta drug je tako skoraj nič poznan, saj meni ni bil, no, dokler nisem zdaj šel na Tajsko, delata. Kaj pa je to na obročih taka razlika? Pa Da so kaj širši tudi ali... Ja, tudi širina, sem se pogovarjal z enim, ki je testiral in je rekel, da ni mogel verjeti, da je toliko velika razlika. Tako da se zna zgoditi, da bomo res čez par let, bom tako rekel, no, 30 je nek minimum plašč, ki se ga bo vozil, se zna zgoditi, da bo šlo tudi še na 32, če ne še celo 34. Po moje bo pri 30, 32 kle nekje, no. Za rekreativno uporabo pa itak. Jaz sem zadnjič bil že en članek, če so 40, če niso hitrejše so že to zdaj neki testirali. Ja, sem pust, a veš, eno je brzina, drugo je pol še dodatna teža, pa v klanc gor, kako se pele, ne, kle moraš vse v zakupu vzeti. Ja, sve, zato pač mi rekreativci imamo kolo za vse, ki so pa profi, se pa lahko vozijo od do, ne. Tudi se na traso. Overall, če
povzamem, celo Tajsko je bilo meni, pa če sem bil zdaj že 4. za en mesec skoraj in meni je Tajska, ja, jaz ko tam pristanem, ne vem, unika ste gledali vlog iz Tajske, pač meni je, ne se začne smejati, jaz kada sem domov prišel, jaz sem toliko vesel, ker sem tam, ker je čist drug folk, tudi sem se v fitnessu pogovarjal. Tam sem jaz sem mogoče tudi tak, da sem lahko sama, ne, cel mesec pa pač mi je okej, ni tako, da rabam zdaj prav nekoga. In jaz, ko sem bil tam, sem imel občutek, da lahko naredim vse. Pač Ja, ti si malo čudak, ne? Ti si res malo čudak, kar se tega tiče. Ker jaz ne bi šla nekam za en mesec sama, jaz še za 3 dni, ne vem, če bi znala iti nekam sama. Ja, in pa sem prišel sem, ne. Klej se mi zdi, da prvi dan, ko sem bil, da je navdušenje, volja, vse, kar imaš, se mi zdi, da kar vsak dan, ne vsak dan, skoraj vsako uro ti kar mal pade, ko vidiš, kakšni so ljekle in se mi zdi, da nasplošno v Sloveniji, da nam manjka malo ne vem, to, ko imajo po moje Hrvati, Srbi, da nimamo v glavi da lahko naredimo vse. Mi imamo kar mi smo mehni, to za nas je neki pač tako čist mali in to je to. In jaz pač tega mindseta kar ne morem, ne vidim in in pa ko prideš sem, ko si v takmu tako okolju, ti kar malo zbije vse, ampak se mogoče imam pa zaradi tega toliko malo frendov. Ko ki jih imam, so vsi taki, da vidijo sam ful na velik, ne. In tako da sem se mogel pol kar vsak večer pa vsak jutr si moram tako malo nastaviti glavo, da si rečem, to gre, tudi če imaš polhane enih stvari, ki mogoče tako zanimivo, ker jaz bi si bolj predstavljala, da je tam na Tajskem, kakor so te azijske države, da je full tempo, da je full live, da full hiter, ker ponavadi so pač, ko kaj gledamo, je vedno, da imajo full tempo življenja, hitrejši, kakor pri nas, ampak zdaj verjetno, da Tajska tukaj stopa, ne, ker to, če bi gledal mogoče pol Kitajce, pa Japonce, pa da je to tam, pa te Singapur, pa Hongkong, tam je ta tempo, ker so ljudje od jutra do večera šiht, pa nič drugega, pa zdaj verjetno je na Tajskem to drugače, mogoče slo tudi, da je Tajska različna glede na, kje si na Tajskem, a si ti to bolj ob obali, a si kje bolj v notranjosti, ali da je to tam različno, ne? Ne, pa se mi zdi, da na vsakem koncu ti lahko dobiš negativne pa pozitivne ljudi, logično, ne. Sam tako, ko sem bil jaz, mogoče zato, ko sem sam, pa če so ko vidim, nekaj treba narediti, tam nimaš pol nekoga, ki ti bo rekel, to je pa težko, to je pa neki bla bla bla, ne da ti ko bi rekel, pomislekov v glavo, ne, ker si sam pač ga moraš narediti in to je sploh, jaz pa ne razmišljam, a se to da, se ne da, ali koliko bo zdaj to enih, ne vem, stvari še za sabo potegnila, ne, ampak pač sam, to je treba narediti in pika amen in je to in pol, ne vem. Če gledam, pišem enemu kolegu, tudi tako, to cak, bum, bam, bova to, tisti tret in je takoj se ti zdi, pa se to vse mogoče, to sploh ni tako noč zajebanga, ne. Pa, no. Tako da, overall, jaz sem bil ful vesel. No, lepo. Da zaključva. Upam, da boš ti še ostalo vse neki te energije, da vsaj je še nekaj časa zdržal. No, sej, zdaj pa moram povedati še tole tisto, tekmovanje, ki sem mislil, da ga bom lahko speljal, ga zaradi časa iskreno pač ni variante, da bi se sploh lahko lotil montaže in vsega. Tako da lahko pa pač povem, da pri Nišu se išče ambasadorja za evropski trg v bistvu, več njih, točen kaj ponujajo, najbrž je to okvir, obroči, tako da če koga zanima, pa da se vidi v temu noter, lahko piše ali nam na approved ali pa zdaj, ko bo Niš Cycling, mislim, da imamo hello@nišcycling.eu, da bo e-mail, lahko tja pišete. Postavite se pa to v kožo tistega, ki vam pač to daje, ne? To ni zdaj, da se bo vsak kar prijavil pa mislil, zdaj pa jaz imam
ko bi rekel, jaz bom pa lahko dosegel to, kar oni želijo. Je kle kar nekaj dela noter od raznih videov, predvsem pa iščejo nekoga, ki ima v svojem kolesarskem svetu pač nek vpliv. Ker logično za vse njih oziroma za nas je, zakaj rabiš ambasadorja, zato da dobiš pač več oči na svoj brand, več povpraševanj, da kaj prodaš. To je pač, zato se rad ambasadorja in to je to. Tako da, evo, ja, še to sem mogel povedati. Jaz se že beseda sama. Povej, ambasador je predstavnik in če si ti predstavnik, je to. Ja. Gospod Vehovar je postal predsednik Kolesarske zveze, jaz mu še nisem čestital. Jaz sem mu pa takoj. Takoj že v bistvu je bilo glih, nekako se je spremljalo to, kar je bilo tudi kar objavljen live komentarji na ene 2 straneh na Facebooku in tisti, ki so bili tam prisotni na tem glasovanju in se je potem zelo takoj hitro vedeli, kdo je izbran bil in sem bila ful v bistvu vesela, tako da sem mu tudi takoj čestitala v imenu mene in Mirsada in je takoj nazaj odgovoril, da bo kar veliko dela, ampak da je pripravljen na vse, kar ga čaka, sekano, mi podpiramo in držimo pesti, tako da. Andraž, mi smo ful veseli, da si ti to sprejel. Bili so komentarji vse živo od spodaj, kako je lahko veslač predsednik Kolesarske zveze, ampak verjetno tisti veliko vas ne ve, da Andraž je strasten kolesar, ogromen prekolesar, mislim, da v zadnjih letih, odkar je končal kariero veslača, veliko več prekolesar, kakor prevesla. In je tudi solastnik firme Berg Composites in je pomagal pri ustvarjanju teh vrhunskih sedežev in tudi ukvirjev in mislim, da zna sam narediti sedež, če se prav ne motim, tako da Andraž je kolesar in mislim, da je kar ta prav za tole mesto, ki ga je tudi mogel na njega pristati tudi on. Pa sej na koncu dneva niti ni to glavno, da je kolesar. Ne, ni kot ampak bolj glede samo glih toliko sem hotela sam, da tisti, ki naj jo spremljajo, pa mogoče, če niso tega vedeli, no, da, ker ko sem brala komentarje pod temi objavami, so bili najbolj to ljudje. No, ja, pa to te holderi, ki to komentirajo, po večini ne spremljajo glih naj od dveh, no. Dobro. Ker če bi spremljali, pa bi že najbrž vedeli, da je... Ja, upam, da naj sem taki, no, zakaj pa ne, se je tudi holderi, ki jim praviš, jih je treba mogoče izobražati, pa jih preusmeriti, preobrniti. Pa niso več hodreti. Dobro, če nama zdaj ni rad, ali pa mislim, da nama gre slabo. Mava še cajta, mi dva došč, če nama bo rad. Še koga. Kaj misliš, da bo po koncu mandata, da bo neka kljukca za Andraža? Če bi bila ti predsednik, kaj misliš, da bi si zadala? Zdaj si mi dal pa zelo tak težak vprašanje, ker jaz drugač samega delovanja KZS-ja, Kolesarske zveze, niti ne poznam čist iskreno. Pač si predstavljam, kaj se dela v zvezah. Definitivno ga čaka zdaj Evropsko prvenstvo, ki ga bo treba organizirati. Klubi v Sloveniji se mi zdi, da so zelo tako raztrešeni med sabo, pa jih je mogoče treba nekako bolj povezati med sabo oziroma tudi na tem modelu, da se v Sloveniji tudi to profesionalno kolesarstvo spet mogoče oživi, glede na to, da vemo, kaj se z Adrijo tu dogaja. Ni več Adrije. Mislim, ni več Adrija, no, celo tako, ja, Novo mesto, kaj kolesarski klub Novo mesto, ne, tako nekako mislim, da so. Tako da mogoče se pravim, te stvari so sigurno ene od teh, ki je treba zdaj, to niso oni zadolženi, Kolesarska zveza sigurno ni zadolžena, zato da imamo mi dobre kolesarske ceste pa kolesarske steze, zato niso oni zadolženi, zato so občine posamezne oziroma tisti, ki te prometne zadeve urejajo, to so čez druge pozicije. Tako da ne vem, kaj bi rekla, da je tisti, ki bo on lahko rekel na koncu, da je kljukca. Definitivno to, da bojo dobro se organiziral ta Evropsko prvenstvo, pa verjetno znotraj mandata se bo tudi probo organizirati štart tura, čeprav danes sem brala, da bo leta 2029 je nek problem za Slovenijo, ker bo drugo leto, ko bo v Angliji, bo en transfer, kjer bo ponedeljek spet tisti fraj dan, zato da bodo z Anglije imeli transfer v Francijo in zato lahko organizator, se pravi ASO, zaprosi enkrat na 4 leta, da se ta transfer naredi, da je fraj ta ponedeljek
In v bistvu potem bi po tej logiki Slovenija lahko bila na vrsti šele leta 2031 kot kandidat za tur, ampak pol načeloma na koncu zaključi se ta članek, da itak so Francozi že marsikdaj kaj obšli, kakšno pravilo, ki so ga imeli napisanega, tako da glede na to, da... Tako da ker za leto 2029 tudi nimajo druge kandidature kakor Slovenijo, bodo verjetno mogli temu nekaj prilagoditi. Je pa res, da Slovenija, če se potegne, ne vem, zadnja trasa proti Italiji, pa se štartajo oni iz Italije v Francijo, je Francija zelo blizu, saj ni Francija na drugem koncu sveta, no. Tako da, ne vem, se tudi mi peljamo na gledati Tour de France, pa preletimo direktno. Ja, okay. Mislim, da so že navajeni tudi oni vsega, no ne vem, se pravim, ja. Bojo pa naredili transfer. Srečno. Ja. Kaj pa, si ti imel kaj drugega v mislih, kaj bi pa ti njemu... Pa ne, sem tebe hotel vprašati. Jaz pač, če gledam, big picture je to, da bo zveza imela pač dosti denarja, da bo podpirala lahko še naprej pač mlajše generacije, ne, se pravi juniori, da bojo imeli pač oni vse plačan. Rad bi čim prej videl, da bi klubi lahko bili toliko močni, kakor so bili 10 let nazaj. Zdaj točen, kako lahko kolesarska zveza pomaga, se morajo oni povezati s klubi, ker... Ja, se pravim, da so toliko ne poznam tega delovanja. V trenutnem svetu je ta največji problem to, da če poslušam jaz ne vem, tuje podcaste, pa če spremljaš kolesarje, ki vozijo v tujini, ne, to je... top shit material od kolesarjev, ki so stari 16 let pa gor. Sej pustimo, material ni vse, ne. Sam če pa ti voziš kolo, ki po teh testih pa to, ki svojih leto že vse dala čez, ne, da konstantno porabiš, ne vem, 20-30 vatov več per 40-45 na uro, pač pol ti na konc dirke ne moreš biti konkurenčen nekomu, ki ima, ne vem, od Vizme isti bajk, kar ga voz Vingegaard, ne. Klemajo pa pač... No, s tem se Kles ne bi strinjala s tabo, ne? Ja, za ene mlade fante, da je sam pomemben, da ima dober kolo. Sej nisem to pomemben, jaz ti hočem reči, da to je tudi en izmed faktorjev, ne? In ne moreš, to je tako, da bi tebi dal nek kolo, ki že sama veš, se polhane tudi v glavi. Ti takrat že sama veš, da nimaš tako dober. Zdaj si predstavljaj, da imaš ti grešen... No, jaz se s tem ne strinjam. Jaz še vedno mislim, da bi mogli mladi in pa otroci se ogromno igrati in tudi na kolesu vse skupaj bolj skozi igro se delati in mislim, da kle Slovenci še vedno imamo... V 16 letih. Pustimo 16, ja, 16 je že drugo, ampak sej zato, ker pridajo že pri 16 napumpani s tem razmišljanjem samega tekmovanja in šibanja in šopanja. Sam to ni del treninga, zato da bo on najboljši, ker bo vse, če ima on slab kolo, pa je boljši od vseh ostalih Francozov, pa od vseh bo prišel v razvojno ekipo, vse ga dobijo po številkah, danes te ne gledajo po rezultatih na dirki. Ne poslušaš najboljš. Se pravi, jaz sem ti rekel, da ti si že v glavi imaš takrat, da nisi tako dober. Zaradi tega, ker se zavedaš... To je morajo pa to glavo spremeniti, to je pa že prej, s treningom, da jim glavo spremenijo, ne da pri 16 misli, da bo bil najboljši z najslabšim kolesom. Pač on mora trenirati, fizično mora biti sposoben in če on 20 vatov manj obrne zaradi kolesa, bo dobil dober kolo, bo teh 20 vatov obrnil več. On mora toliko več poganjati, zato da bo na koncu še vedno s ta prvimi se pripelil. In zdaj pa ti pa nimaš, ti imaš že v mlajših generacijah jaz bi mu sem prepovedala top kolesa do 16. To pa ne more Slovenska zveza narediti. Ne, seveda ne Slovenska zveza. No, sej mi da se pogovarjajo o tem, kaj lahko pripomore k temu, da bo boljš. Te fantje, ki so, kako res poznam zadevo, ki so na najvišjem nivoju, zdaj, koliko je to fair dodeljena, so ta kolesa ali ne, jaz ne vem, a je to fair ali ni, to nisem, ne, to bi mogli biti, to je stvar trenerjev. In kako res poznam zadevo, je, saj kar se tiče recimo Roga, ne, te fantje, ki so najbolj vrhunsko ocenjeni in kao neki perspektivni, to ne vem, 4, 5, 6 koles, kjer dobijo top kolesa in dobijo, ne vem, Colnago V4 RS, V5 RS, dobijo top kolesa, tista, ki so takrat zdaj pač UAE to financira, a ne? Kako je top kolo, če so v ProTouru je bela cesta, bumbar? Ja, pojem pa dej ti. Ja, dej reči, da imaš za 3 fante kolo, ki jim ga daš. Ja, rade vole.
Tamle imaš celo goro čelad v njih majhnih, ne vem, kdo si jih bo na glavo gor dol. Ja, Slučajno, zdaj, ko sem pač Anžetu pakirala stvari, sem ugotovila, da ima milijon čelad SM velikosti. Tako da, 100 kosov jih je še no, ostalo. 100 kosov meni. Pa to ni nič skoraj. Veš, koliko smo jih imeli? Ja, no, vse vem, da ni, ampak v glavnem majhne čelade ima, tako da če rabite čelado za majhne glave, ker pa Anžetu tole čelado lahko vzamete, ker čelada je super. Lahko bi jih dal pa v en klub, a ne? Saj smo se pogovarjali, sam niso pustili. Kdo ni pustil? A ja, Ne okej, bom v redu. zdaj Ja, okej, po ne, Unesco, ni ampak- klub bil problem, verjeten. Ja, mislim, zdaj je klub, na koncu iz kluba dobiš odgovor, da ne. A ja, aha. Tako da jaz bi rade vole, pa če niso bili za, pol kaj ne jaz naredim. Kako pa ne sprejmaš, a to si dal kot sponzorsko varianto? Ja, dal bi jih tudi za stonje. To je pa res čudni so, pa so S pa tem, klubi da so jih problem. mogli, tiste, ki pa imajo, so jih mogli pa plačati. Ja, pa ne razumem nič več. Tekmovalci zdaj, kako jih je klub dobil, to ne vem, ne? Sem tekmovalci si jih mogli plačati, določeni. Zdaj, samo to je bilo 3 leta, se nima veze. No, se nima, ja, v glavnem, Okay. škoda. Greva mi da še na naslednjo temo. Navijači in kolesarji, zdaj se je dogajalo par stvari v tem mesecu, ki naj ni bilo. Ta prvo je gospod Vingi je ubrisal, ker mu je en sledil. Pa smo imeli pa zdaj še nek komentar, ki je en Pogačarju, ki mu je Pogačar rekel, da naj sam počaka 2 minute, pa ga je napisal pol nazaj. Tako da, dej, povej, kakšno imaš kaj mnenje, pa greva lahko prvo, pa se je oboje Ja, v bistvu sta povezano. dve različne stvari, vseeno, ne. Vingegaard je bila takrat mal, zdaj danes, ko gledam nazaj, se mi že tudi on smila, ne, ker se mu kar veliko stvari dogaja, zdaj le pred sezono, takih mogoče, ki niso glih psihično, psihološko glih najboljši za enega, ki štarta sezono, pa še on, ki skozi meni deluje pač ful labilen, kar se tiče takih Kaj pa stvari. se mu še dogaja? Ja, najprej je šel Yates kot eden od njegovih največjih pomočnikov, zdaj mu je šel trener, najboljši njegov osebni. Se to imam še zapisan. Pa še poleg tega je poškodovan, ni štartil prve dirke, ki je bila za njega predvidena, se pravi, UAE bi mogel štartati, ne bi imel celo neko virozo, bolan bil, pa tudi ta poškodba ni bila tako nedolžna, ko je padel pri tem padcu, ko ga je preganjal ta kolesar. Rekreativc, zdaj kle, ne vemo, zakaj se je šlo, a ga je on preganjal, a je on bežal pred njemu, a je hotel se dokazati, da je on Vingegaard in da je njega nobeden ne more prehiteti iz rekreacije. To ne vemo, kaj je bil problem. Problem je bil to, da ko je padel, ko ga je hotel ta rekreativc, ko ga je vprašal, če je v redu, ga je še Vingegaard nadrl, a ne. Tako da, ja, sigurno so bogi, a ne, te kolesarji na cesti, oni so izpostavljeni, niso tako kot fuzbalerji skriti v stadionu, košarkaši so skriti v dvorani, tisti, ki so najboljši, se ne da noter priti do njih, a ne do treningov, ti ne moreš kar priti do Ronalda, ki trenira tamle ali pa do ne vem koga. Oni so pa izpostavljeni na cesti. Mogoče so si malo tudi sami krivi, jaz gledam Pogačarja, pa verjetno tudi drugi, no, njega spremljam na Stravi, da objavijo, a ne, na seji, ok, super, objaviš, že drugega ne, mogoče malo zato, ker s tem tudi draž svojo konkurenco. Se ne objavil med treningom. Ja, samo on objavil tik po treningu, da je, ne vem, v Kalpah in Benidormu in vsi preletijo tja. Takrat ga ni več tam. Ja je, se zdaj je bil 3-4 dni tam. Pa ja, sam Ja, in ljudje preletijo tja, ne, in ga iščejo. In, ja, vem, si to je problem, ker ljudje jih iščejo, raziskujejo, kje so, a ne. To so stokarji, a ne. Sej mi dva nisva glupa, mislim, da nisva tako zmešana, da bova to delala in si ne mora tega predstavljati. Ampak sej valjda veš, da obstajajo zalezovalci in vedno več jih je, Pogačar je zvezda, če tako gledaš, ne. Pa jaz imam v DM-ih polha, ne. A ti imaš tudi zalezovalce, a te kdo zalezuje? Ne vem, jaz nisem še klem benga videla, da vhodu pred vrati. A ja, ne upajo, ker sem jaz zraven, a ne. To sam prek. Kaj jaz tam le lajam na terasi in noben ne pride zraven. Mislim, tako da, ja, to je glede Vingegaarda, glede Pogačarja je pa pač čist butasta stvar, a ne. On glih tako je na treningu in nekdo, če se hoče z njemu slikati in da mu potem tam Fakiča kaže, zato ker se on hoče z njemu slikati in še partnerka od njega nadere Pogačarja, jaz ne vem, zakaj bi se polno sploh sliku z njima, kdaj ne. Še bolj butasta pol izjava, ko je pa napisal ta navijač, ne, na omrežju X mu je napisal, no, danes sem jaz rabil tebe, jutri už mogoče ti mene, ne. Yeah. To je že kar grožna, ne, tako da mislim.
Je pa res za to navijanje in nasplošno eno so navijači, ki zalezujejo, drugo smo navijači, ki smo na dirkah, ki hodimo gledati dirke. Jaz sem absolutno, ki pravijo, a ste za to, da se plača pristop, da priješ na tur na najbolj gledljive točke, jaz sem za, mogoče mi bo zdaj kdo grozen se to slišal, ampak jaz sem za in to podpiram. Zdaj, ko sva se z Mirsadom nekje odpravljala, pa še ni nama ratal, ne veva čisto, a bo šla ali ne, Flandrija pa Rubje, saj Rubje bi šla rada gledati. Tako da tam je vse plačljivo, tam so ta top točke, top lokacije, kamor prideš, kjer je postavljen za navijače predel, kjer je pijača dosegljiva in take stvari, je vse za plačati in to niso majhni zneski. To je, menda, da so top pozicije po 250 €, a ne, vstopnina. Tako da ne vidim razloga, zakaj ne bi. Pa še vedno je vse polno, pa še vedno je vse nabit, pa še vedno težko dobiš karto. Tako da mislim tudi za tur, za rekel na Alp d'Huez, da moraš plačati, bi ljudje plačvala, ne? Ja, se strinjam. Ja, ne vem, mi smo imeli včeraj, smo imeli croft party, pa smo dobili še od enega slovenskega kolesarja. Kje si imel croft party? Ta najboljšega. Jaz nisem imela croft party včeraj. Familijo na obisk in da ste imeli doma? Ja. Aha, ok. In moram reči, da kle se... A to ste imeli od Rogliča ali od Pogačarja? Kaj pa če od nobenega od teh dveh? Samo od teh dveh je lahko. Noben drug ni top slovenski kolesar. So vrhunski kolesarji, niso top. Skratka, je bilo zelo lepo rečeno, da tudi rečemo v Sloveniji kolesarji že zelo težko trenirajo, brez da bi polhano materijo skozi raven hodili. Težko ti delaš že v Sloveniji tudi trening. Zdaj si pa predstavljaj, da si pa ti tam nekje v Španiji, kaj pa od tega, da je Slovencev, Italijanov, itd. Vsi hodijo tja v tem cajtu trenirati, ne? Pač ja, si skoraj nemogoče je, da boš tam se lahko vozil, brez da bi, ne vem, vsakič, ko se ustaviš, bilo takoj XY kolesarjev. Ja, se pravim, da je. Jaz mislim, da kle morajo kolesarji malo, ne vem, ekipe malo poskrbeti za vse skupaj. Ne gre drugače. To tako je, ne vem, to... Pa tudi mogoče bi bilo smiselno, da kolesar, ko je sam na cesti, a ne, ko trenira sam, ko dela trening, zdaj ne vem, a je obvezno, da je oblečen v te njihove, se pravi, oblačila. Ja. No, to bi lahko se pravi ekipa nekako umilila, a ne, in rekla, ko treniraš sam, glih zaradi tega, ker on pol bi ne bi bil toliko izpostavljen na cesti, a ne. Edino kot Pogačarju smo videli, da ene parkrat Landa ja, je lahko bil oblečen v čist belo ali čist črno. Res parkrat, si vem, da je bil tudi Roglič še na začetku, dokler ni bil toliko popularen, čist na začetku kariere, tudi vem, da je bil parkrat oblečen po Sloveniji v normalnih dresih, še celo Dasosa drese je imel. Tako da vem, ampak bi mogli to dovoliti, dopustiti, ker s tem že takoj, če ne bi on bil oblečen v mavričen dres, če bi bil navaden nek dres na sebi, belo-črne hlače, pa učala, se ne prepoznaš človeka potem. Njega se prepozna po njegovi postavi in potem s tistim dresom svetovnega prvaka. Jaz mislim, da njega skolj bolj prepoznajo, ker v kolesarskih oblačilih, kukar polka pride brez. Ja, točno to. To pa sploh. Tist pa verjetno, da ga res v tistih širokih kavbojkah noben ne prepozna. Ja. Skratka, jaz mislim, da bo zelo težko navijačem reči, zdaj pa ne iti do kolesarja. Ja, seveda, se pravi, kolesar se mora malo zakamuflirati. Ja, nažalost imajo ekipe več dela, no, tako. Ja. To je bilo dobro, je bilo kleklih, sem poslušal spet Brunela, je rekel, da v Mehiki pa v Kolumbiji, ne, da Del Toro je imel na vsakmu treningu spremljevalno vozilo policije, je država plačala in se je lahko furil, kadarkoli se je hotel in oni so ga spremljali. Isto je imel baje Bernal v Kolumbiji. Pustimo zdaj, koliko je tam tudi nevaren zaradi česa drugega. Ja. Ampak ja, tam so tako zrihtali, ne? Se jaz ne pravim, da to v Evropi pa kje drugje po svetu. Čeprav jaz mislim, da pri nas mogoče v Sloveniji zdaj verjetno smo navijači, tukaj smo spet Slovenci mal ta naša zategnjenost, zadrgnenost in vse ta neodprt. Jaz nimam tazke izkušnje, da bi toliko napadali te kolesarje na cesti. No. Jaz tudi vem, da smo se kdaj kje pelali, pa smo koga srečali, pa se jim pelil.
Noben ni obrnil. Ni noben zaradi tega se obrnil pa za njemu. Ne smo ne srečali že in Mohoriča, ajde Mezgeca srečamo res velikrat, kaj je na našem koncu. Tudi vozili smo se tam po Rašici po tistem koncu, pa smo srečali Daj Rogliča, pa ni noben zaradi tega se obrnil pa za njemu šel. Smo se drli, smo tulili, ne, ampak valjda noben se ni obrnil. Mislim, da tudi za Pogačarjem se ne bi obrnila, jaz pa letela za njemu, če bi se mi nasprot prepelil. Bi pa verjetno mogoče vsaj slikala ga, če drugega ne, če bi pil tam kavo v istem lokalu, ko bi se mi ustavila. Sam drugač bi pa bilo, če gledaš, da gre pa on mimo tebe, pa imaš celo skupino ljudi, je pa vprašanje, če ne bi pospešali jih enih par, pa se za njemu furali, pa očal in ti stret. Veš, klej, to je tako. Če bi bili v moji skupini, to z moje skupine, bi jaz šla za njimi, pa bi jih nazaj obrnila, ker meni... No, lej. Se pravim, jaz sem mogoče imela to srečo, da sem res že Pogačarja velikrat videla, pa srečala, pa lahko tudi zdaj, da mogoče zaradi tega nimam toliko tudi tega, da bi zdaj letela tam za njemu z Matejem, tudi se dobro, recimo Mohoričem poznava in tako da mogoče zaradi tega jaz tako gledam, ne, da nisem tak tip, ampak tudi večino, ki jih vidim, pa smo bili v Franciji, lej, pa ni nobeden znoril, nobeden ni se drl za njemu. Ne, meni jaz, ko sem slišal, da je Vingi padel, jaz se začel smejati, če sem čist fair. Jaz si pravim, da je bilo smešno takrat. Kada padeš zaradi tega, ker te rekreativc lovi, pač to je tako, kada bi jaz rekel, da sem padel zato, ker me je branil, ko prehtela na cest, ko sem imel razpaljavo. Ali pa da te je en otrok lovil. Ja, pač lej, da bom zdaj padel, pa da bom pol še jezen zaradi tega, sej bohe, kva se mu dogaja v lifeu, noben ne ve. Pa kaj se zdaj dogaja prvizmi, ko imam tu, če zapisam, bo šla še to imam. Vse lahko zdaj bo, če imaš še kaj tazga. Ne, pa se ima vmes še neki, še par stvari. Tako da, jaz ne razumem profi, jaz mislim, da se tudi kakšnemu profiju malo zasmejali, ker mislim, da so vsi dosti pametni, da ko je cesta odprta, pa da boš zdaj ti na spustu ga tišu za brez veze, sploh takrat, ko je rekreativc za tabo, ne vem zakaj, nimaš nobenega plusa. Ne vem, to se dogaja nam, to mi počnemo v rekreaciji, kaj en za drugim, pa gre kakšen, pa še tam ne padamo glih po tleh pol zaradi tega. Lej, meni je, ne vem, vse skupaj mi je kar malo komično, tako da pač, pa bom drugače rekel, čisto se mi ni smilil, ker če stok naumen, da s to naredil. Ne, sej brada, meni bo smešen tisti moment, ampak zdaj se mi že malo smil, kaj se mu vse pač nekako mogoče smilno. Ja, to je taka beseda. To se mi zdi, da na koncu bo uresničila una moja črna teza, ki sem imel, ki so se pogovarjala, ki je Jejc odstopil, ker vse tole zdaj meni že kar orang sumljiv, kaj se dogaja prvizmi, pa sploh če veš iz kjere ekipe je ta ekipa nastala, pol je sploh še, se mi zdi, da ima že več teh črnih oblačkov. Če bi bilo to, ja, ne vem, se pravim, jaz... Čak, da greva najprej, zdajle danes se začne UAE Tour, mava po moje en izmed ta največjih trenutno letos, ta prvih takih dvobojev Del Toro versus Remko. To je bil po moje prva dirka letos, sicer gledamo vse čistne, tam v lokalu se vrtijo te dirke, večino sem jih spremljala tudi rezultatsko. Remko je pač se ga hval pakuje v zvezde letos, ampak mislim, da on še zaenkrat dirkuje na dirkah, kjer ni imel neke nore konkurence in bo to zdaj prva dirka, kjer bo imel konkurenco. In kumi čakam to 3. etapo, pa 6. etapo, ko sem gledala. Predvsem 6. Tudi 3. je težka, zato ker ima pa nov vzpon dodan, ki je povprečen skoraj 5 km je najprej skoraj 8% klanc, povprečen potem je pa 3 km 12% klanc povprečen, s tem, da pride na 17% pride. Tako da zelo en dodan nov klanc je, ki še ni bil do zdaj. Tako da tista 6. je pa s tem Džafar, s tem najbolj znanim vzponom. Tako da že kumi čakam in kle mislim, da zdaj se bo pa pokazal, tukaj je Remko res toliko dober, pa res toliko pripravljen. Ker če bo kle nažgal zdaj Del Tora, res nažgal, pač ne rečem, da ga bo dal sekundo, dve ali pa da bosta na koncu šprintala v tist vrh ali pa karkoli, ampak da ga bo nažgal, pol priznam, da je letos ful boljši. Pri meni, jaz bom tako rekel, če se mu odcep, pa da mu da rečemo 4 do 5 sekund ali več, je za moje pojme je to že tako, je to že wow. Ker Del Toro pač on je
kar orang na nivoju vsaj za na teh Del Tora ne vemo, enotedenskih v dirkah. kakšni je zdajle formi, ker lahko, da bo tudi Del Toro bi tekom, recimo, da bi rekla, da Del Toro ni še na vrhunski formi, pa da bo še stopnjeval formo. Za Jaz mislim, da Remkota sta pa oba mislim, dva da kar je, mislim, jaz ne vem, jaz govorim formo sezone. Remko pa glede na to, da je lani imel zelo slabo, tako, kar se tiče teh pacov pa vsega sezono in ni mogel trenirati, koliko je bilo treba, se bojim, da je v bistvu treniral ful več in da je že zdaj na temu top formi svoji, se jo bo še lahko spustil, pa spet dvignil, vse to vemo, kako se v kolesarstvu se to zelo da hiter, pa lepo narediti, ampak imam bolj feeling, da je on zdaj že to, kar je, da on Saj več Del višji Toro ne bo isto. mogel, no da Del Tora pa ne vem. Lani je Si bil pa isto, bi bolj lani je mislila, da zmagoval mogoče, da ne, te recimo, ne. začetne klasike, ki so bile v Španiji, lani koliko jih je dobil. Takoj na začetku sezone mislim, da je 1, 2 ali 3, da je takoj dobil. Tako da po moje, da Del Toro se je mogel kar orang pripravljati. No, da, nismo ga še videli, mislim, da bo to prva njegova dirka. sam se načeloma to v današnjem kolesarstvu niti nima. Ne, prav se veliko pravi, da veze. jaz kumi čakam tole zdaj, no, krži malo. Tako da, ja, to je v bistvu prva dirka, ki se tako prav, vse Ja, ostalo ves, ni ja. bilo tako. Ja. To pa mi je res suno. Ne vem, kje je zdaj to že ta 5., 6. stvar. A se že kaj veseliš kronometrov na letošnjih dirkah, ko bo imel Pogačar novo TT mašino? Ja, to sem tudi gledala, v bistvu se veselim. Zanima me, kakšen bo to kolo zdaj čisto ven, ne vem, jaz sam pač sem videla, kar so tisti, ki so ga pač zalotala, ne, nisem pa še videla tega kolesa, da bi dejansko prišel že ven. Kakšen Jaz naj sem bi bil? mislil eno sliko zraven slike, Ja, sej to, ki so, pa je položaj tako deluje, kukar da je za drugega človeka. Zdaj, če je to res, če je to, ko bi rekel, Ja, jaz sem tudi to videla, ta dva, prejšnjega pa zdajšnjega, Ja. ne, ki sta bila in na deluje, strehi. kukar da je en za Wigginsa, en pa za Remkota nastavljen. Ja, piše kao, da sta oba ista, da sta Ja, njegova, ne, ker zraven je še Y tudi. Tako da po moje, da so šli, ne vem, glih na olimpijskih, ne? Pa ja, na turu. sam sem gledala, zdaj, kukar tudi ko ga opisujejo, pa vse skupaj je kolo zelo narejen ta zadnji del, bolj kot za vzpone, a ne, mislim, ni toliko aero, ali kaj se ne vem, čisto ne bi bil bolj kot Ne moreš te kolesa narediti, da ni aero. Ja, ne vem, ne bi bil narejen za te. Ja, jaz, kaj ko sem brala, piše, da ne bi ga delali za te gorske kronometre mu kolo. Ne. Zdaj snema, bo to tudi tisti, ko bo imeli različne 3 kolesa. Kakšna 3 kolesa? Ja, da bo imel, ne vem, za poravnem enega, da ta bo pa za, ne vem. Po moje, da to je aero TT in to je to, ni aero TT za gorski Ja, tako sem jaz kronometer. brala, ki je pisal, da ga delajo, kjer Butel je to napisal, če je to kolo za gorske kronometre. Ja, Ja. Tudi zadnji vilca je čist drugačna, ne? lepo, kakor je da bil. so naredili, ampak to so naredili zato, da bo on hitrejši na kronometru. Kakšen kronometer bo, noben ne ve, ampak rečemo, da je bil ta Colnago kronometrca, ki so imeli, da je bila zelo težka in ni bila primerna za... Vse to verjetno, da so delali kakšne- na teži v osnovi. Ja. Ja. Ne? Ja. Tako da po moje so kar dosti delali na teži, glede na to, zdaj, ko je bil Kavčnik kle, sva se tudi dosti pogovarjala. Čudno mi pa je, ker ni čisto nič podoben Y. No, še eno tako skropucalo naredili, pizdarja. Se ni skropucalo, dober je. Pa Najgrš ni več kolo na skropucalo, ma ni svetu še več, zdaj. no, daj na nehina. Daj malo večkrat poglej mene na kolesu, zdaj že Saj. norje, no. Ja, norje. Ne, res je grd Ja, kolo. kamorkoli pridem, ga, kako ga gledajo, Ja. občudujejo ga. Mahleta sem jo danes na telefonu, mi tudi on isto rekel, vsako sliko, ki gor dame, to ful ga pohvalja. Sem jaz rekel, model tep to, ko si Dobro, lažejo, da je to noro. njegov je grd zaradi barve, ampak saj. on ima še to barvo, ki je res Vidva najmanj mogla iti skup falena. na kofe, ki bi oba dva spluvala drug od drugega kolo. Sej, zato pa Bekle noče z mano več na kofe. Ne, skratka, kar se tiče tega kolesa, jaz mislim, jaz upam, da bojo naredili tako, da bo res vsaj ne vem, 1 kilo lažji. Ker mislim, da je bil ta njegov trenuten, da je bil kar dosti težji od tega, kar rečemo konkurenca voz, pa da bo zadovoljen in glede na vse, a veš, fora je, da jaz ne vem, kam je Kavčnik vse, kaj so se mi da pogovarjala v etru, kaj so se pa izven etra pogovarjala. In
Pa sej, mislim, da Boštjan je tako, da tudi kar pove izven netra ali pa v vetru, da ni nič tako tazga. Jaz bom tako rekel. On kar veliko pove, se mi zdi. Tako da... Glede na Pogačarjevo mašino, tako telesno mašino, jaz mislim, da je on lahko edini kolesar na svetu trenutno, ali pa še kakšen Tarling, pa tako te, ki so res močni, odvisen od proge na kronometru, ne. Ampak če je kakšen klanc vmes, po moje edini, ki je sploh lahko konkurenčen še Evenepoelu. In ja, jaz upam, da se bo z novim kolesom, da bo to pač se pokazali tudi, da je lahko, da ga bo premagal, a ne, to ne vemo, ker za moje pojme, ko ima Evenepoel položaj na kolesu, ga Pogačar nima. In tukaj so te aero-benefiti, se kar orang poznajo, sploh pri brzinah 50-60 na uro, ne, kaj jih imajo oni. Tako da, ampak ja, jaz upam, da mu bojo naredili tako, da bo veselno. Ja, sigurno bo, vse to delajo vse za njega, vse stvari so narejene po njegovih željah. Ja. No, evo, še ena tema, pa imam pa še eno vprašanje zate. Prvizmi, se pravi, zdaj tale trener je šel stran, tudi tako iznenada, tudi nek ta, ko bi rekel, članek ali ta... Ja, pa je šel kam drugam, ali kaj ti zasledil? Ne, sam, da nima več volje in entuzijazma in da ne vidi več, kako bi, ko se temu reče že, zdaj iščem beseda. No, skratka, ni več... Ne, to sem prebrala, zakaj je šel, nisem pa potem zasledila, če je šel kam drugam. No, saj zaenkrat nekaj ga povezujejo z Red Bullom, ampak zaenkrat ni nič. Tako da je meni kar, pa sem šel še malo gledati podatke, koliko je, rečemo, kad tudi za jajca, da je šel kar iznenada, pa to, kar prihajajo ven zdaj, ja, da si zdaj lahko vzame cajt in tisti to je nek bullshit. Zdaj pa je, da kvihta. Ja, super. A si videl? Da hodi v fitness in da se hoče nabilda, da si hoče ukrepiti, da hoče zgledati nabildan. Ja, imunski sistem po moje od vseh živcev. Živcev ali česa drugega. Skratka, jaz sem šel gledati, koliko je bil njegov ta najboljši klanc. 1 uro, ne? V primerjavi s tem, ki ga je dosegel lani na Giru. In lani na Giru je dosegel 6,2 kg. 7 let nazaj, kar je že tukaj, 7 let nazaj je že to kar velika spremenljivka, ne? Takrat, ko je zmagal Vuelto, je imel 6,1 na kilogram, pa klanc je bil dobrih 30% krajši, kakor pa zdaj na Giru, ne? Se pravi, te številke, če je on ful na treneru v teh 7 letih, pa vsi smo gledali lanski Giro, mislim, da ga Ben ni dejal, da bi lahko se kosal s Carapazom pa z Del Torotom. Ja, meni je vse skupaj malo sumljiv in to, kar se dogaja okrog Vizme zdaj. Čudno se mi zdi, da če bi tako, jaz ne vem, no, jaz sem pač tukaj taka, ne, in ko razmišljam, da če bi to tako bilo vse res, da bi jih valjda dobila, ne, sej pismu, če začne, verjetno sumijo tudi drugi pola, ne, začnejo sum tudi stroka. Da v kolesarstvu se dosti stvari ve, pa ne pride na plano, tudi če ve 100, 200, lahko. Ja, sej vem, se to smo že videli iz veliko primerov, že v preteklosti, da so vsi vse vedeli dejansko in nobeden ni hotel sam povedati. Ja. Meni je tako, v kolesarstvu je par stvari takih, ki je malo sumljivih oziroma pustijo, da se naprej dela še na isti princip, zaradi tega, ker je to gnarja v odzadju in so določeni organi UCI lepo podmazani, da pač to naprej še funkcionira. Ja, sej, tako je v ne sam kleset, kot je v vseh športih. Tako da meni pač, kako bi rekel, cela zgodba mi ni prepričljiva. No, ja, je čuden, da se vse to skupaj dogaja in glih zaradi tega, ker je tako čuden in tako očiten, da se nekaj čudenega dogaja v Vizmi. Zakaj ne potem, a ne, slejka prej, če se bo tudi kaj razvedel, bo glih to pol bo prišlo, ne, zakaj, če ste vedeli, mislim, ne vem, kaj pa vem. Ja, lej, bomo zaspremljati je... Če ni dokazal pol na konc dneva, ne, če se ti... Ja, se pravim, zaspremljati je...
Jaz upam, da nav tako grozen, kot ti misliš, da je, ampak... Jaz tudi upam, da ne. Jaz upam, da to, kar jaz govorim, ker da je potem, Larifari, če bo kdaj tukaj spet nastala kakšna afera, bo spet kolesarstvo zgubil, spet že tako ga ima zelo na slabem glasu je. Še vedno se o tem dopingu ogromno govori, vedno, ko se Pogačarja izpostavlja, še vedno se najdejo dvomljivci. To se bojo pa ne samo njega, tudi najboljši. Ja, to pač kdorkoli bi bil ampak to se samo najboljši. V kolesarstvu, imaš tudi druge športe, kjer je bil doping, ali pa mogoče še vedno je doping, pa imaš najboljše, pa noben v temu ne dvoma, ne. Noben ne dvom, da je najboljši, zato ker je najboljši. Ali pa noben ne reče, mogoče se pa z dopingom šopa. Mogoče pa, zdaj bom ful grdo rekla, ne vem, ampak mogoče pa Djokovic se našopa z ne vem s čem, zato da lahko zdrži cel... Ja, se ni dvakrat zareže, se ne. No, ampak tam noben o temu ne pomišlja, noben o temu ne reče. To sem zdaj pa čisto recimo, ne, ker sem pomislila na nekoga, ki je fenomenalno dober, pa že mogoče čudno dober za svojo, ne, recimo, pa noben ne reče tega, ne. Ja, mava midva še zadnjo temo danes, ker sem imel zdajle, ker sem bil na dopustu, je bilo polhan povpraševano takih in drugačnih kolesih. Zdaj je prišel se Cycling News ima kanal na YouTubeu sem videla, ja. Prvi video, ki so ga dali ven, je bil tvoj bike. Sem pokomentirala ta njihov video. Pol je bil, danes sem dobil še enega gospoda, ki je pri nas oddal eno naročilo, ki ga še nismo dobili, in je tudi on spraševal po tem kolesu, se zanima za tega, za VPTRS, še za nek drug kolo. Pa mogoče zdaj, ki si ti dala toliko kilometrov že čez, a si kaj, ko bi rekel, kaj si se naučila od kolesa, kaj ti je všeč, da je kaj presenetal pri bajku, kje se ti zdi, da je boljš, se ti kje zdi, da je slabš v primerjavi z dogmo, pa primeri sam z dogmo, no, s tem si se največ vozila. S tem tudi najlažji. Ja. Dejansko, ja, se pravi, sem pokomentirala zato ta video na GCN-u, v angliščini sem ga pokomentirala njim. GCN-u? Cycling News. Ja. Moram reči, da so naredili sicer soliden ta review, ampak zelo so povedali enako, kot si v končni fazi ti povedal, ko si ga sprobil, nič niso novega dal ven. Kolo je že 1 let na cesti, tako da ni zdaj to spet mogoče glih zdajle za review delati tazga kolesa, meni je to malo smešen, ampak okej. Drugače pa jaz ta kolo vsakmu, ki me sprašuje, ga ful pohvalim. Je res, da jaz sem na tem kolesu tudi na idealni mogoče svoji poziciji, da imam kolo, ki je res končno okvir ta prave velikosti, fajfa ta prave velikosti, vse imam res tako, kot mora biti. Mogoče, če bi šla danes definitivno na dogmo, če se bom kdaj vrnila ali kakorkoli, bo to manjši okvir, krajši vse skupaj, bolj bom drugače postavljena na kolesu in potem mogoče bo tudi lahko dogma čist nekaj drugega ratala, kakor je bila. Ja. Se pravi, ta prvo je položaj na kolesu ti tukaj nenormalno odgovarja. Okay. Ena od stvari, ki jo moram poudariti, ki mi ful odgovarja, je balanca. Mene ta balanca ful paše, tudi ko se na klanc pelem, ki mi roke lepo gor počivajo na tem modelu, ker se vidi dejansko narejeno vse skupaj ergonomično in namenjeno temu, da si ti potem udoben. Počutiš tudi, kad dobivaš, kad ti gre že klanc na živce, si še vedno na njemu sediš. Pozicijo imam zdaj tako dobro postavljeno, da skoraj ne rabim abzicati kolesa, ne vem, včasih sem dosti mogla abzicati, tukaj praktično ne rabim, roke mi ne mravlinčijo, ročke imam ful visokih, noter obrnane, tako da prvič v življenju se vozim na ročkah, nikoli se nisem toliko vozila na ročkah, kakor se zdaj vozim. Misliš na vrh gor ali tako? Oboje. In tako na ročkah in tako. Meni je bil očitno kolo vedno tako prevelik, da nisem mogla normalno se na ročkah prijeti in sem potem kompenzirala s tem delom, da sem pritiskala v balanco. Se tudi to se videl, ker sem imela tukaj ful ponucan trak, ki ga zdaj nimam. Ja, pri abzicanju mogoče ta glavna stvar, mogoče da še vsi ostali vedeli, je to, da imaš zdaj položaj dosti bolj nad gonilno osjo. Se pravim, da lahko da tudi zaradi samega položaja ne rabim toliko abzicati, kar je v bistvu po eni strani prednost, ker ti z abzicanjem ogromne energije porabiš, je pa fajn tudi po abzicati vsake toliko časa, jasno. Tvoj oče je pravil, da med tem, kaj abzicaš, da hujšaš. Tako da unika hočete hujšati abzicite. Žijem sam še abzice. To mi je on rekel enkrat, prav dobro smo šli gor na Lipoglav. No, ampak, tako da jaz tukaj eno stvari,
ko je bila res težka na začetku, ko sem se mogla zelo veliko navaditi, ampak zdaj, ko sem se pa navadila, bom si se videla, ko se bomo začeli tudi v skupinah voziti, ampak zdaj to vidim, ko se zmer sadom pele, ko veš, da je dober spustaš, ni slab spustaš. Na začetku sem se bala spustiti na kolesu, sem imela zelo slab občutek na spustu, tako kot to poudarjajo in na Cycling Newsu in kar si ti ugotovil in mehle, ampak ko se pa kolesa navadaš, ko ga pa obvladaš, se pa z njemu fenomenalno, se pa jaz zdaj trenutno upam bolj spustiti, kot sem se spustila na dogmi. Dobar, to bomo ocenili pol, ko se bomo skupaj spustili. Sej pravim, jaz se za tabo ne bom nikoli spustila v življenju, mi lahko dajo ne vem kakšen kolo, pa mi ne bo se ratal za tabo spustiti. Pol džabe to ti z unih tvojih sej pravim, ne moreš, pa mi najti eno žensko, ki se za tabo spustila, ajde, kar najti mi je. Še moškega mi najti kakšnega, ki se za tabo spustil. Ne, ni. Že v tej družbi, ki se vozimo vse ženske. Evo, Danilota. Matejka. Ok, ajde, Matejka. Ampak meni se je po moje Matejka v Sloveniji najboljša spustašica od žensk. Jaz, vse ostale, vse uneka dirkajo, pa če so bile svetovne prvakinje, v ne vem čemu zaradi mene, nobena se ne spusti dol. Če bi imel dirko na spustu, na vzdolj bi bila ona svetovna prvakinja v spustu. Ja, definitivno. Se vprašanje, jaz sem njo videl sam, ko smo bili v Kranju. No, jaz jo poznam že zelo dolgo časa in vem, kako pa se je za Danilotoma, ne? In po moje tudi Danilo to toliko zaupa, da za njemu ona ve, da lahko pa se spusti. No, jaz njo spoznam, ker ni bila z Danilotom, pa ker se ni vozila za Danilotom, pa se je tudi vozila dol. Ja, poma pa, kako se temu reče, v familiji imajo zelo dobre gene. Ne, ima zelo dobre ta občutek, ja, in nima strahu in tudi nikoli nimam zdajle v glavi, da bi ona prav nekam zelo ubrisala, da bi kam odletela. Ok, se pravi, ti misliš, da si zdaj boljša na spustu? Ja, položaj verjamem, da je to, da ti gre boljš na spustu, bo rekla, da ti misliš. No? Ja, mislim, jaz se tudi na spustu je res, da preko temu kolesu, če je orang spust hiter, pa mečkan strmejši, se moram, tako kot si ti rekel, na njemu kar nazaj pomakniti na kolesu. Ja, to je standard, ja. Dol se spustiti obvezno, ni šans, da bi se gor držala. In se pravi, to so ene takih stvari. Kaj bi rekla, da sem se naučila... Jaz vedno pravim, da ni vse v teži, to sem se lahko tudi naučila pri tem kolesu, ker ni najlažji kolo. Jaz imam v bistvu še isto težkega, kot je bila dogma, s težo sta zelo tam, mogoče ima par 100 gramov, če ima 100 gramov, mogoče manj tale kolo, no. Malo manj jih ima, ampak ne pa veliko. Tako da, se pravim, jaz imam sam dobre lahko, jaz nimam nič slabega za reči, nobenih minusov pri tem kolesu trenutno, razen da je bil, pa kaj je umazan, se vse pozna, ampak to imam jaz vsa kolesa bela. Ok, tem pa vprašal tako, kukor da bi stranka vprašal, oziroma kaj zdaj sprašujem, ko mi pošiljajo vprašanja. Kaj ti je bilo, rečemo, da si zdaj kupuješ nov bike, se pravi, šla si iz dogme na Y in zdaj bi rada kupila nov kolo. In ti se pogovarjaš z nekomu, ki ti bo svetoval, kakšen kolo kupiti. Se pravi, ali pa da si zdaj, da imaš zdaj še dogmo, se ni veze. Kaj ti je všeč pri trenutnem kolesu, pa kaj, če bi kupovala nov kolo, bi rada zboljšala? Mislim, zdaj, če bi... Jaz bom govorila o trenutnem kolesu, ne da imam dogmo. No, jaz tudi o tem kolesu zdaj... Ni to minusa, ne, znam rekel, ker pravim, nima minusov, ampak če bi pa še kaj lahko zboljšala, je pa definitivno, ja, bi šla z določene stvarmi malo preteži, določena, pa ne sam same zaradi teže. Koliko je težek 77? Ja. Okay. Bi šla predvsem tudi zaradi samih materialov, mene šraufe smo že zamenjali v titanijovome, ki so bili... Ti govoriš, ni vse na teži, ne bi šla zaradi teže. Te šraufi so pri drugemu kolegu, ki ima enako kolo, začeli zelo hitro rjaveti, pa ni imel kolo dalj časa, zato jih je Mercedes zamenil, da ne bi prišlo do rjavenja. To je zaradi tega, ker to so šraufi na krmilu, ki so na vrhu, tam, kjer res je največkrat švica, ne, kapne gor, tako da zaradi tega tudi bi zamenjala to akso, ki je v sredini isto na titanijum. S tem bi nekaj pridobila na teži, ampak bolj zaradi samega materiala, zato da se ne bi to hitro obrabilo, da bi bil dalj časa. Tako da... Ampak to so stvari, ki se pravim, ena od stvari so potem tudi zdaj samo okvir kolesa, jaz ne bi načes, bi vedno iskala hiter kolo, trd kolo, pa odziven kolo. To je meni vedno tisto, kar rabim. Pa še vedno sem pri tem, da so to high-end kolesa, pač to je pri meni.
Jaz ne morem drugače ven iz svoje kože, ker mene sprašuješ. Jaz ne morem reči, da bi imela, ne vem, en sreden dran kolesa. Trenutno ne. Ja. Ne, pa saj- In jasno tudi obroče. Obroči tukaj veliko svoje naredijo, jaz to vem, tako da mislim, da če kdo je pa zdaj glih, ki je imel nov, Davor, ne, ki ima novega Kolnagota, je rekel, koliko sem mu nor kolo in te obroči se mu zdi, da mu ful naredijo kolo trši, ne, in jasno, Kolnagot C68 je malo mehkejši in ima pa gor Princeton koles obroče in definitivno s to kombinacijo je kolo ratu vrhunski. Tako da zdaj, če nekdo išče kolo danes, tako kot jaz iščem na high-end, moraš pač gledati na to, kaj ti je najbolj všeč, pol pa gledati na opremo. Ja. Oprema pa, ja, top oprema gor, tudi Davor si je dal Dura-Ace gor, tako da jaz sem še vedno pravim, da je razlika med Ultegro pa Dura-Aceom, kukorkoli, pa obroče dobre, pa imaš kolo vrhunski. Kaj si pa izbereš od vsega tega, če nekdo sprašuje, ali bi imel Colnago Y, ali bi imel 5 RS, ali pa ne vem, Dogmo F. Čak se do tja še prideva. Izberi si tisto, kar ti zgleda najlepše. A ti gledaš, se pravi pri kolesu, da se boš najboljš vozila takrat, ko se sama voziš, ali tako, da gledaš še vedno, ne vem, na maratoni, da se ti bo klanc gor bolj špelu. Kjer od teh, rečemo, točk bi zbrala za prvo, kjer za drugo, kjer za tretjo? A veš kaj? Ja, vem, ne, na prvem mestu mi je to, da se jaz sama lahko na kolesu dobro pelem. Okay. To mi je prvo, da jaz se tudi sama dost vozim. Ja. Jaz 1/3 kilometrov sigurno naredim sama, ne, se pravi, ne vem, 4000 recimo na let sigurno naredim sama in mi je to pomembno, da se jaz lahko tudi poravnam, ko grem, tudi če veter piha, da se jaz lahko sama pelem. Ja. Jasno, da je kolo tudi dober potem na klancu, ampak jaz, če bi iskala klančarski kolo, potem si ne bi mogoče izbrala Y glih, no, če bi res hotela sam zato, da sem sam na klanc dobro vozila. Sam jaz vem, da se potem ne bi poravno mogla tako dobro voziti, ne. In tukaj je potem jasno spet kakšna dirka, ki pride, je tukaj spet pomemben isto to, da je kolo za vse, ker če je meni kolo dober za mene, bo tudi dober potem za na dirko. Se pravi, prvo je, da se sama, pol da se v klanc, pa da si na maratonih. Tako. No, rečemo, da tako meni odgovorijo, ne? Na podoben princip. Jaz nobenemu rekreativcu rečemo ne bi svetoval Y. Pa je to lahko kolesar, ki solo se povprečno fura vsak trening, ne vem, 35 na uro skorda, ne? Pa mu ne bi rečemo tazga ali pa v tem segmentu kolesa svetoval, zato ker večino jih gleda tudi kolesa malo cenejša, no? Pa rečemo, da bi prišel s tako z Ultegro, rečemo, da bi ga lahko sestavil, da bi prišel cenovno. Ne bi svetoval glih s tem gospodom, ki sem imela danes, ne, ki me je sprašal, sem mu rekel, da tako, ko se on voz, za njega je boljši, zihar bo boljši kolo V5 RS ali pa V4 RS. Sej se strinjam s tabo. Jaz tudi tega kolesa ne bi svetovala vsakmu, tudi jaz, ko sem napisala en review, sem zelo napisala zraven, da je to kolo sigurno za nekoga, ki hoče tudi malo podirkati. Vseeno moraš biti navajen agresivne pozicije. Ti si tudi lepo povedal, da je udoben kolo, tudi to se na vseh reviewih govori, ampak to je pomeni, da je udoben kolo glede na to, da na njemu dirkaš, a ne v tem smislu. Ne pa, da je udoben, da se boš ti, da te ne bo, če imaš težave s hrbtom, da te ne bo hrbet bolel ali pa da ne boš čutil. Udoben pomeni, da dobro pobira vibracije, tako, ni pa položaj udoben. Ne, tako, to sva že velikrat razdelala. In ta kolo, jaz sigurno ga tudi ne bi svetovala, pa zdaj mogoče diskriminatorno ali kakorkoli nekomu starejšemu. Ne bi ga svetovala nobenemu, ki ima malo večji trebuh, pač žal, res, ker te res kolo dol sil, da si dol postavljen, presilte v to držo. Bi ga pa svetovala tistemu, ki hoče hitro se voziti, ki hoče dirkati, ki hoče iti na polno. Ženske, tudi vidimo, da ga tudi v protoru ne vozijo, zelo malkrat, vozijo ga bolj na kakšnih ravninskih. Najverjetneje glih zato, ker ne dosegajo toliko velikih hitrosti. In zdajle sva bila prejšnji vikend, soboto na obali, pa je bilo malo tako vreme, malo sva šla na silo, ampak sicer ni bilo držja, bila sva pa mokra, ker je bila cesta mokra, ampak je na enem modelu takem glih mečka ne bilo, meni je kazal naklon 0 pa do -1, se pravi, glih, da je bilo malo navzdol, je mi res nažgal, da sva šla tam čez 40 na uro
In presežem, da sem pogledala nazaj, če me kdo slučajno poriva, ker sem kar naenkrat dobila en občutek, jaz se nisem več rabila poganjati. Jaz sem se 60 vatov, jaz nisem rabila več obračati kolesa. Daleč si bila v zavetrju. Vse to hočem povedati, da ko ima kolo enkrat kolo, ko ima enkrat hitrost, ko enkrat razvije hitrost, je ta hitrost, kar ustaja v njemu noter. In če se tako hočeš voziti, je ta kolo, ni pa to kolo za splošno populacijo. Tako kot so kolesa, V5 RS je definitivno bolj za splošno, ali pa tudi C72, ki prihaja ven, ali pa tvoj niš. Čeprav je agresiven, ampak meni je bilo, saj zdaj tega tvojega nisem vozila, ne? To res ga še zdaj nisem nikoli, ampak prejšnjega niša, kaj je bil, Legend ali kaj je, ker sem ga kar nekaj naredila lani kilometrov na njemu, ne? 1000 kilometrov, pa na dirko sem šla z njemu. To je tudi udoben kolo, to je tudi kolo za vsazga. Vsak je lahko na njemu, ženska, moški, star, mlad, pa še dobro se pele. Ja, mislim, jaz tako, kar se tiče na splošno se mi zdi, da smo zdaj preveč v temu, da gledamo, zdaj pa to fura profi, zdaj to je tudi za nazor. To so se tudi z Davorjem, rečemo, pogovarjali. Ja, zdaj, ne, absolutno ne. In Davorju sem povedal, da on je kupil C68 in je lahko to za njega zdaj najboljši možen kolo, kar bi jih lahko kupil. Za njega. Se pravi, zato, ko se on voz večinoma sam, pride sem na kakšno rundo, pride na izlet, maratone, kukor jaz vem, lani. Ne, na voz, kukor jaz vem, ne. In on išče kolo, ki bo še vedno odziven, se pravi, pri mejhnih brzinah, Pa da še vedno na klancu drži veliko večino. Davor, moramo reči, da je velik, visok, tudi ni najlažji, ampak predvsem ga višina tukaj pobere ogromen in še vedno se pele fantastično pol na klanc, lahko tudi s takim kolesom in bo se lahko držal z vsemi zraven. In to so sigurno kolesa, jaz pač ne bi imela tega kolesa, ampak je zaradi sebe, zaradi svojega načina vožnje, pa zaradi sebe trenutno. In tudi so to prišla že delač. Da bi ti se dosti boljš vozila s katerim drugim kolesom, da tole glede na tvoje vate, ki jih imaš, sej nima veze, številke so kažejo eno, tako da jaz se s tem kolesom vozim ful boljš, kot sem se, lahko tudi zdaj le povem, ker že noče povedati. Kaj z istimi vati? Z istimi vati se voziš boljš. Z istimi vati se vozim boljš, pa hitrejš. Jaz se hitrejš vozim. Jaz se sedem na kolo, imam posod tiste PR-je postavljene, pa vozim normalne vožno. Ne, se pravi, če rečemo, če zdaj, ki si že naredila nekaj kilometrov, ko greš na Stravi, če vidiš iste vate na Stravi, je boljši cajt, kukor pa prej. Hitrejši. Sploh na odsekih, ki so ravni predeli, na takih odsekih, bolj ravnih predeli. Se pravi, tam, ki se sama vozim po istih odsekih, pa imam hitrejši. Tudi lani, jaz imam en krog po barju, ki ga sama doskrat delam za trening, sem ga veliko hitrejši z istimi vati, se pravi, iste treninge, sem prišla nazaj in mi je zmanjkalo potem razdalje. Se pravi, prej sem naredila isti trening, je krog bil ok, zdaj mi je pa zmanjkalo. Razumeš, kaj ti hočem povedati? Se pravi, jaz imam trening, nisem pozabila sem povedati, trening je 1:45. Imam krog. Se pravi, v 1:45 sem točno naredila trening tega kroga. Se pravi, zdaj si prišla 1:40 že nazaj, isti krog. Zmanjkalo mi je razdalje, se pravi, mogla sem iti naprej. Razumem. Ja, vidiš, pa se jaz motim, pa izgleda to prav kolo zate. Ja, jaz trenutno se počutim ful dobro in jaz sem ti rekla, da jaz v nadaljnih letih ne mislim menjati kolesa. Lahko pa eno stvar povem, da nam sem hvala kolo, pa bi vsi rekli, Mirsad recimo se je odločil, saj za enkrat, da tega kolesa ne bo kupil. In to je to, kar govorim. Samo on je bolj iz servisnega vidika, po moje, kukor išče. Eno je servisnega in tudi za sebe. Tako, jaz mislim, da če si realen, če se človek samega nase postavi, Mirsad je star 60 let, in če si malo realen do samega sebe, tudi on ima določene težave, ki ga kaj boli, mislim, da je toliko sam do sebe kritičen, da ve, da ni to kolo za njega, tudi v smislu take pozicije, pa vsega ne. Tako da še vedno je tukaj v tem smislu mogoče Dogma Pinarello, jo veliko lahko bolj udobno postaviš, veliko več imaš tega manevra, da ga lahko postaviš tudi na praktično čist po konc, če se češ. S tem Y-om tega ne moreš narediti. Tehnično je nemogoče, neizvedljivo. Ne moreš mu postaviti tam balance gor.
Je nič, po moje, da za danes so mi... Jaz sem samo še ene stvari. No, ni dolgo, ampak imam pa eno ful zanimivost, ki mislim, da pa še, da lahko povemo na enem. Da je še tole povem. Če imate kakršen koli komentar na karkoli so se mi da danes pogovarjala, komentirajte spodi. Runde se bojo začele, ta prva bo po moje v mesecu marcu, takrat, ko bo lep vreme, ne runda, izlet. Tako da to je to. Tisti, ki so te šli že prej kaj voziti, pa mi pišite na Proof Cycling, zato ker rabim malo motivacije, da se spravim na kolo, ker zdaj toliko v fitnessu uživam, da sem bil zadnjič prav vesel, ko je Uroš rekel, da se spravimo na kolo. Tako da, evo, če se kdo hoče zapeljati, sploh za vikende, četrtek, petek, sobota, nedela, evo to, popoldan, mi pišite, pa gremo skup na bajk, ker jaz sam sem zelo težko spravil. Skozi si rad sam na kolesu, pa ne. Vse je lepo. No, kaj imaš za povedati? Hvala sem povedati eno zanimivost iz letošnjih olimpijskih iger in to iz zimskih. Ja, okej. Ja. Zanimivo je pa zato, ker se je francoski biatlonc, jaz ne znam izgovoriti tega, Emilien Jacquelin, recimo, da je nekaj tazga, to je moški, je tudi bil tretji v svoji konkurenci, pa se nima veze. On se vozi na teh olimpijskih igrah z originalnim uhanom Marka Pantanija. Bilo je pa zdaj 14. februarja 22 let, kar je umrl Marko Pantani. Kako, ni zanimiva? Ja, a ti ni zanimiv? On je ful kolesar drugač in Marko Pantani mu je bil za zgled kot športnik. Zdaj sicer zgled, ne vem, če je to glih Marko Pantani, ampak lahko je, to je bila tudi zančena debata, ali so lahko taki zgled ali ne. Ampak meni je zanimiv, no. Človek ima ta uhan, njegov, dala mu ga je družina od Marka Pantanija, da lahko se z njemu voz in zdaj on tam laufa in strelja z uhanom uglana Marka Pantanija. A ti ni to zanimivo? Če ful. O bože mi. No, pa še ena stvar, ki pa nisi povedal, ko sam govoriš o teh kolesarskih dirkah, jaz pa jasno moram povedati o moji Demi, a ne? Volering. Kaj je to? Demi Volering. To je spet neka ženska kolesarka, to kam meni gleda. Sej veš. Ja, zakaj ne? Tudi ženske, kakor vem, naj gledajo. Dej komentirajte spodi, koliko vas gleda ženske dirke, to me prav zanima. Zdaj vem, da bo tako, se boste najdeli trije, boste rekli, jaz gledam, ampak koliko od vaših frendov dejansko, da pol se pogovarjate, ko greste na kavo, gleda ženske dirke. To me prav zanima. Ja, mene zanima, koliko jih gleda moške, pa se pol pogovarja o temu na kavi. Velik. Aha, ok. Pa še povejte, koliko se o ženskih pogovarjate. Ker glede na to, da sem imel par mesecev nazaj sta bile tekmovalke slovenske, pa sta rekli, da ne gledata ženskih dirk, da gledata samo moške. Me prav zanima. Kdo? Kaj sta to rekle? Ženske tekmovalke, kolesarke? Ja. Ženske tekmovalke, kolesarke sta rekle, da ne gledata ženskih dirk. Tako je. Seveda, zato ker smo ženske ljubosumne in Bog ne da bi bila kakšna boljša od njiju dveh in oni pol ne gledajo žensk. Se to mi je čisto jasen, ker ženske vedno bolj ugotavljam, da smo res grozne, kar se tiče v tem tekmovanju. Skratka, začela se počasi sezona. Ampak lahko povem, zmagala je Valencijo. Skupnem seštevku. Okay. Skratka, začela se počasi sezona, če rabite karkoli, pridite na Ziherlova 10. Predvsem pa vabim vse ženske, zanj smo že eno gospodično srečali. Zdaj bi pa rad ženske vabil. Zdaj pa bi ženske. Na runde bi pa ženske. Ampak te ne zanima pa kako kolesarja v bistvu. Ja, ne, amaterke, profi, to nivo pa, zagledati. Rajš junior je pol gledam. Valjda junior je dobra dirka. Pridite kaj na runde, na izlete letos, da nas bo kaj več. Zanč to gospodično, ki smo srečali, je rekla, da misli, da smo mi ful hitri, pa v bistvu smo ful počasni, zaradi tega, ker imamo skozi več skupin in sobotni izleti so pa taki, da po moje pride vsak, ki ima par 100 kilometrov narejenih, pride v krog. Tudi v bistvu fajn je, da se pride na rundo od začetka sezone, zato ker mi jo počasi stopnjujemo in pač, ko se sezona stopnjuje, od začetka so runde počasnejše, potem ratuje malo mogoče hitrejše. Prej, ko začneš hoditi boljše. Točno to. Ja. Tako da jaz letos, glede na mojo motivacijo trenutno za kolesarjenje, bom po moje hodil sam na runde, pa mogoče se bo zgodil, da bomo ob četrtkih unika boste hotel, bomo štartali že malo prej, pa bomo naredili ene intervale, pa bomo pa prišli nazaj, pa bomo šli še na rundo.
Tako da, ker to je edini dan, ki mislim, da bi imel jaz cajt, da bom lahko še naredil intervale. Tako da tisti, ki boste to hotel, bomo imeli pol okrog 100 km približno narejenih, tako da, evo, to je to. Zakaj bi šli skupaj delati intervale? Delali jih bomo posebej, ampak bolj zaradi tega, da imaš neko motivacijo, ko imaš še nekoga pred sabo, ne Mislim, bomo da jih ljudje ne delali hodijo v v skupini. službo, skoka ti, da sam zabušavajo. Ok, sončki, hvala, ker ste gledali. Danes so bila ekstremno dolga, tako da nič upam, da ste uživali. Do naslednjič uživite na kolesu, se vidimo. Čau. Čau. A so ga res dolga?